Pozdravljen bo. Modre. Mogoče na krajše izjavo. Takole v redu? Torej, ministrica je bila zdaj obiskala civilno oziroma podporno službo. Se je seznanila z temi najnovejšimi podatki v zvezi z podporo migrantov, ki pač zaščito reševanja oziroma civilna zaščita nudila zadnji in tako dalje. Lahko prosim, Mičken en korak sem. Izvolite, ministrica. Ja, najprej lep pozdrav vsem skupaj. Jaz sem se danes tudi na podlagi zjutrajšnjega sestanka na Ministrstvu za obrambo odločila, da obiščem podporno službo štaba civilne zaščite, ki ga vodi Srečko Šestan, da enostavno pogleda, kako potekajo zadeve in ali potrebujejo še kakšno pomoč. Dopoldan smo že z direktorjem Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje in tudi namestnikom gospoda Šestana dogovorili, da bomo zaradi tega, ker bodo aktivnosti štaba civilne zaščite trajali dlje časa, enostavno naredili reorganizacijo tudi znotraj upravnega dela Ministrstva za obrambo, po potrebi tudi generalštaba Slovenske vojske, tako da bo vsa podpora logističnemu delovanju štaba civilne zaščite oziroma civilne zaščite v celoti in potem tudi nemotenem delovanju Ministrstva za obrambo. Tako da danes sem se prepričala, da je štab civilne zaščite usposobljen, da dela potekajo nemoteno, da je skozi žal vrsto nesreč, ki je v Sloveniji nas že doletele, ki so nas v Sloveniji že doletele, to preverjena organizacija in da bodo kos vsem nalogam, upamo pa, da do najhujšega velikega števila beguncev tudi ne bo prišlo. Zdaj, najnovejše razmere, imate kakršnekoli informacije? Vojska verjetno je v pripravljenosti, da bi vskočila, če bi bilo potrebno. To sem v bistvu že povedala, celotno koordinacijo vodi Ministrstvo za notranje zadeve, tako civilna zaščita kot tudi Slovenska vojska sta v bistvu podpora delovanju Ministrstva za notranje zadeve in Slovenske policije. Zaenkrat Slovenska vojska se deluje samo kot logistična podpora pod vodstvom štaba civilne zaščite in ni predvideno, da bi kakorkoli se drugače tudi še vključevala. Kako bodo pa nadaljnji razpleti pokazali, bomo pa še videli. Hvala. Bi še mogoče povedali, kaj dodal? No, jaz bom rekel, da najlepša hvala za vso podporo ministrici, pa tudi vladi. S sklepom, ki ga je vlada včeraj sprejela, imamo omogočeno koliko toliko normalno delovanje, podobno kot ga imamo tudi v večjih nesrečah, ker podpora beguncev ni naloga, ki bi jo imeli v zakonu, tako da s tem sklepom imamo omogočeno uporabo vseh tistih ukrepov in pa rešitev, ki jih imamo v načrtih zaščite in reševanja, tako da je naše delo sedaj lažje, kot je bilo pred včerajšnjim ali pa včeraj. Seveda je to vse skupaj, kot je ministrica povedala, v podporo kompletnemu sistemu, ki je v ingerenci MNZ-ja in tako bo tudi ostalo. Imate mogoče kakšen podatek, če se ta migrantski val umirja oziroma pričakujete kakšno večje število migrantov? No, pravi naslov za to, kot je rekla ministrica, je MNZ odnosno ostale druge službe. Zaenkrat imamo informacijo samo tako iz druge ali pa prve roke, kako hočete, da naj bi bil ta dotok migrantov naslednje dni ali pa zdaj v kratkem majhen ali pa manjši, tam do 300 na dan. Kako bo pa to v bodoče, pa ne vemo. In smo tudi kot štab včeraj sprejeli sklep, da nam Sova in pa policija pripravijo tudi eno informacijo za naprej, če seveda je mogoča, da bomo lahko tudi na osnovi te informacije pripravljali, če bo potrebno še dodatne kapacitete ali pa te, ki so sedaj, bom rekel, usposabljali do te mere, da bodo zadostne in pa tudi učinkovite v zimi, ki prihajajo. Zdaj, gospod Orjavc je rekel, da nekje 9000 mest ali pa ne vem, 9000 je naša kapaciteta za sprejem. To drži? No, gledajte, kapacitete se spreminjajo lahko dnevno, kot sem povedal. Če bo potrebno, jih bomo iskali še naprej skupaj z MNZ-jem, seveda. Če ne bo potrebno, bomo pa uporabljali te, ki jih imamo do zdaj, ki jih je skupaj z temi sprejemnimi centri, jih je trenutno okrog 4000, 3500 do 4000, drugače pa, če bo potrebno, bomo pa še iskali naprej. Hvala lepa.